V tem videoposnetku vam bomo prikazali način, kako lahko ustvarite osnutke v programu SCIA. Potem, ko smo v prejšnjem videu avtomatsko ustvarili prereze, lahko te iste prereze dodamo na osnutek. Izbrali bomo ukaz Paper Space Gallery in izbrali ustvarjanje nove risbe. V tem primeru nacrtu bomo dodelili ime Baldini Studio d.o.o. Ko se nam odpre novo okno, v zgornjem levem kotu lahko izberete različne ukaze. Na primer, vstavljanje slike ali črte, pol črte, risanje pravokotnika, kroga, dodajanje besedila in tako naprej. Pomembno je vedeti, da lahko osnutke shranite kot predloge. Izbrali bomo ukaz Page Settings, kjer bomo definirali na primer velikost papirja, robove in podobno. Ko se nam odpre okno z nastavitvami, lahko takoj določimo velikost papirja in robove. Izbrali bomo, da je velikost papirja A2 in da so robovi naslednji. Leva stran 25 mm, desna stran 5 mm, spodnja stran 5 mm in zgornja stran 5 mm. Prav tako imate na voljo velik izbor pisav, ki jih lahko izberete. Po definiranju vsega potrebnega si lahko podrobneje ogledamo nastavitve tiskalnika. Zaenkrat pustimo privzete nastavitve. Vrnemo se k osnutku in izbrišemo samodejno definiran okvir. Ko izbrišemo samodejno definiran okvir, sedaj pokličemo ukaz Rectangle, da bi narisali okvir po zadanih dimenzijah robov. Ko smo narisali okvir, lahko ta isti okvir sedaj izberemo. Naslednji korak je definicija sestavnice. Obdržali bomo obstoječo sestavnico, ki je bila že samodejno definirana, in jo bomo umestili znotraj naše risbe. Seveda, vedno lahko sami ustvarite vašo personalizirano sestavnico, ki jo lahko shranite kot predlogo in jo uporabljate v vseh projektih. Ko sestavnico postavimo na osnutek, sedaj lahko začnemo z urejanjem sestavnice. Najprej bomo odstranili vse, kar nam ni potrebno, to je logotip SCIA, in besedilo, ki nam ni potrebno. Preostalo besedilo bomo pustili in ga bomo uredili. Vedno imate možnost dodajanja besedila z ukazom za besedilo. Če dvakrat kliknemo z levim gumbom miške na besedilo, se nam odpre novo okno z nastavitvami besedila, v katerih lahko spremenimo ime, višino črk, položaj besedila, kod besedila in prav tako lahko vedno spremenimo pisavo. In ali želimo krepke črke, ležeče in podobno. V tem delu sestavnice bomo dodali splošne informacije o podjetju. Na primer, naziv podjetja, sedež, mesto, kontakt in e-poštni naslov. V naslednjem delu sestavnice dodamo informacije o investitorju in projektu, oziroma kdo je investitor, naziv objekta, merilo, naziv risbe. Na primer, ali gre za tloris, prerez in podobno. Oznake projekta, datum in raven projekta.
En del sestavnice smo pustili za projektanta in digitalni podpis. In nam je ostalo še definirati del sestavnice, kamor bomo vstavili logotip podjetja. Šli bomo v zgornji levi kot in izbrali prvo ikono oziroma Insert Picture. Izberemo Insert Picture from Image File in se nam odpre novo okno oziroma nastavitve slike. Izbrali bomo nalaganje slike in izberemo sliko oziroma logotip, ki ga želimo vstaviti v sestavnico. Ko smo izbrali logotip, v nastavitvah za sliko lahko vidimo izbrani logotip, ki ga želimo vstaviti v sestavnico. Ko smo kliknili na V redu, logotip je treba raztegniti v delu komponente za logotip. Sedaj lahko vidimo ustvarjen osnutek s sestavnico. Naslednji korak je shranjevanje osnutka in sestavnice kot predloge, da bi lahko v prihodnosti uporabili osnutek brez potrebe po ponovnem ustvarjanju. Ko osnutek shranimo kot predlogo, naslednji korak je dodajanje predhodno ustvarjenih prerezov. Potrebno je iti v zgornji levi kot in izbrati Insert Picture from Gallery. Nato se nam samodejno odpre galerija slik, iz katere izberemo prerez, ki ga želimo vstaviti na osnutek. Izberemo prerez A in bomo kliknili na Close ter prerez namestili na osnutek. Ko prerez namestimo na osnutek, ga lahko naknadno uredite. Potrebno je dvakrat klikniti z levim gumbom miške na prerez in se nam odprejo nastavitve, v katerih lahko spremenimo velikost slike, ozadje, merilo ter ostale napredne nastavitve, ki so nam na voljo. Ko smo definirali vse potrebno ali če smo zadovoljni z nastavitvami, kliknili bomo na V redu in se bomo vrnili na osnutek. Ko smo dodali vse prereze, ki smo jih želeli, lahko dodamo tridimenzionalni prikaz jeklene hale. Potrebno je ponovno iti v zgornji levi kot in ponovno bomo izbrali Insert Picture. Izberemo Insert Picture from Window in na osnutku raztegnemo tridimenzionalni prikaz jeklene hale. Seveda, tako kot smo urejali prereze, tako lahko uredimo tridimenzionalni prikaz jeklene hale.